Lepo pozdravljene, cenjene gledalke in cenjeni gledalci in dobrodošli na predavanjih, na katerih vam v okviru digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije na jedrnat in praktičen način predstavljamo temeljne informacije z področja regulative digitalnega okolja, prava intelektualne lastnine, oglaševalskega prava in širšega področja prava informacijske družbe. Moje ime je Jaka Repanšek in s področji digitalne regulative, o katerih bo tekla beseda na naših predavanjih, se ukvarjam že več kot 2 desetletji. Spoznali bomo temeljna znanja širokega področja digitalne regulative, pri čemer poseben poudarek namenjamo aktualnim predpisom, ki jih Evropska unija sprejema v okviru tako imenovanega Evropskega digitalnega desetletja. Prihodnost vseh nas temelji na digitalnih kompetencah. In sestavni del digitalnih znanj je tudi poznavanje temeljnih predpisov, ki oblikujejo, usmerjajo, regulirajo in okvirjajo naš skupni digitalni prostor. V njegovem središču pa je osveščen posameznik, ki pozna vsaj temeljna pravila digitalnega komuniciranja in poslovanja, pri tem pa se dobro zaveda svojih temeljnih pravic in obveznosti. Lepo pozdravljeni! Na današnjem predavanju si bomo pobliže pogledali podatkovne predpise Evropske unije, in sicer uredbo o upravljanju podatkov oziroma Data Governance Act in akt o podatkih oziroma Data Act. Pa si najprej poglejmo nekaj več o uredbi o upravljanju podatkov oziroma o Data Governance Actu. Kratica, ki se nekako splošno uporablja, je DGA. Kaj je torej namen in vsebina uredbe o upravljanju podatkov? Na prvem mestu olajšati dostop do tistih vrst podatkov javnega sektorja, glede katerih obstajajo pravne omejitve dostopa. Na primer varstvo osebnih podatkov, intelektualna lastnina, poslovne skrivnosti in podobno. Potem vzpostaviti varno okolje za ponovno uporabo varovanih podatkov javnega sektorja. Olajšati izmenjavo podatkov med podjetji tudi preko plačila v različnih oblikah. Omogočati uporabo osebnih podatkov preko podatkovnih posrednikov v skladu z splošno uredbo o varstvu podatkov oziroma GDPR. Potem je tu pomemben tudi tako imenovani podatkovni altruizem. To pomeni omogočati uporabo podatkov, ki so dani na prostovoljni oziroma altruistični osnovi. In nenazadnje vzpostavitev Evropskega odbora za podatkovne inovacije. Za začetek si poglejmo, katera regulativa oziroma zakonodaja na področju Evropske unije ureja področje podatkov. Na prosojnici vidimo 4 strani, in sicer podatke javnega sektorja, osebne podatke, neosebne podatke in pa podatke zasebnega sektorja. Med regulativo, ki ureja področje osebnih podatkov na nivoju Evropske unije, seveda na prvo mesto uvrščamo GDPR, General Data Protection Regulation, splošno uredbo o varstvu podatkov, in pa DMA oziroma Digital Market Act oziroma akt o digitalnih trgih. Med podatke zasebnega sektorja štejemo, uvrščamo uredbo o podatkih Data Act, o kateri bomo danes tudi več spregovorili na našem predavanju. Med podatke javnega sektorja oziroma regulativo, ki ureja podatke javnega sektorja, na prvo mesto uvrščamo tako imenovano ODD oziroma Open Data Directive, direktivo o odprtih podatkih. Nekje med podatki javnega sektorja in neosebnimi podatki je še tako imenovana Inspire direktiva. No, neosebne podatke ureja drug predpis, in sicer tako imenovan Free Flow of Data Regulation oziroma uredba o prostem pretoku podatkov. In tu so potem še v sredini, pa imamo nekako uvrščeno DGA, Data Governance Act oziroma uredbo o upravljanju podatkov, o kateri bomo tudi danes nekaj več slišali na našem predavanju. To je to. Uredba o upravljanju podatkov oziroma Data Governance Act je bila objavljena 3.6.2022, rok za implementacijo pa se je iztekel 3. septembra 2023. Imenovana je bila tudi medresorska delovna skupina za njeno implementacijo. Kar se tiče vzpostavitve varnega okolja za ponovno uporabo varovanih podatkov, omenimo ponovno poslovno skrivnost, statistično zaupnost, pravice intelektualne lastnine in pa varstvo osebnih podatkov. Vzpostavlja se enotna informacijska točka, določajo se tudi pristojni organi na nivoju Slovenije in Evropske unije. In pa seveda Slovenija bo imenovala člane v Evropski odbor za podatkovne inovacije.
Ponudniki storitev za izmenjavo podatkov, to bo zelo zanimivo, dinamično področje in številna podjetja bodo verjetno našla tudi svoje poslovne priložnosti na tem področju. Med imetniki, torej ko gre za izmenjavo podatkov, govorimo na eni strani izmenjavo podatkov med imetniki, torej pravnimi osebami in potencialnimi ponovnimi uporabniki, kar vključuje tudi omogočanje tehničnih storitev za izmenjavo in pa različnih platform. Potem pa so tudi posredniki za izmenjavo podatkov med posamezniki, ki želijo dati svoje osebne podatke na razpolago in na drugi strani potencialnimi uporabniki. Tule se bo vzpostavile v kratkem se bodo vzpostavile tudi storitve podatkovne kooperative. Zelo pomembno je, da bodo določene organizacije priznane kot organizacije za podatkovni altruizem. Sedaj pa si poglejmo nekaj več o aktu o podatkih oziroma Data Act. Kateri so posebni cilji akta o podatkih? Na prvem mestu potrošnikom in podjetjem olajšati dostop do podatkov in njihovo uporabo, obenem pa ohraniti spodbude za naložbe v načine ustvarjanja vrednosti na podlagi podatkov. Omogočiti uporabo podatkov, ki jih hranijo podjetja, organom javnega sektorja ter institucijam, agencijam ali organom Evropske unije v nekaterih primerih, ko obstaja izjemna potreba po dostopu do podatkov. In pa nenazadnje olajšati prehajanje med storitvami v oblaku in na robu. Posebni cilji akta o podatkih oziroma Data Acta vključujejo tudi vzpostavitev zaščitnih ukrepov za preprečevanje nezakonitega prenašanja podatkov brez obvestila strani ponudnikov storitve v oblaku. Omogočajo tudi razvoj standardov interoperabilnosti za ponovno uporabo podatkov med sektorji. In kakšna je nekako na kratko vsebina uredbe o podatkih oziroma akta o podatkih Data Acta? Uredba določa harmonizirana pravila o dajanju podatkov ustvarjenih z uporabo izdelka ali z njim povezane storitve na voljo uporabniku tega izdelka ali storitve, o dajanju podatkov na voljo prejemnikov podatkov strani imetnikov podatkov in o dajanju podatkov na voljo organom javnega sektorja ali institucijam, agencijam ali organom Unije strani imetnikov podatkov v izjemnih primerih potrebe za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu. In na koga se nanaša uredba? Uredba se uporablja za proizvajalce izdelkov in ponudnike z njimi povezanih storitev, danih na trg v Evropski uniji, ter uporabnike takih izdelkov ali storitev. Imetnike podatkov, ki dajo podatke na voljo prejemnikom podatkov v Evropski uniji. Potem prejemnike podatkov v Evropski uniji, ki se jim podatki dajo na voljo. Nadalje za organe javnega sektorja in institucije, agencije ali organe Evropske unije, ki od imetnikov podatkov zahtevajo, da daje podatke na voljo, kadar obstaja izjemna potreba po teh podatkih za opravljene naloge, ki se izvaja v javnem interesu. In imetnike podatkov, ki dajejo te podatke na voljo v odziv na takšno zahtevo. In nenazadnje na ponudnike storitev obdelave podatkov, ki ponujajo takšne storitve strankam v Evropski uniji. Poglejmo si torej še nekoliko podrobneje. Uredba mora zajemati fizične izdelke, ki prek svojih komponent pridobivajo, ustvarjajo ali zbirajo podatke v zvezi s svojo uspešnostjo, uporabo ali okoljem in ki lahko te podatke sporočajo preko javno dostopne elektronske komunikacijske storitve. Pogosto se za te storitve in za takšno tehnologijo uporablja termin internet stvari, Internet of Things. Nadalje, elektronske komunikacijske storitve vključujejo kopenska telefonska omrežja, kabelska televizijska omrežja, satelitska omrežja in omrežja komunikacije v bližnjem polju. Taki izdelki lahko vključujejo na primeroma vozila, naprave za dom, potrošniško blago, medicinske in zdravstvene pripomočke ali recimo kmetijske in industrijske stroje. Na drugi strani pa uredba ne bi smela zajemati nekaterih izdelkov, ki so namenjeni predvsem prikazovanju, predvajanju, snemanju ali prenašanju vsebin, med drugim za uporabo strani spletne storitve. Takšni izdelki na primer vključujejo osebne računalnike, strežnike, tablične računalnike in pametne telefone, kamere, spletne kamere, sisteme za snemanje zvoka in naprave za prepoznavanje besedila. Na podlagi človeškega prispevka proizvajajo različne oblike vsebin, kot so recimo besedilni dokumenti, zvočne datoteke, videodatoteke, igre in denimo digitalni zemljevidi. V drugem poglavju uredba ureja izmenjavo podatkov med podjetji in potrošniki ter med podjetji in podjetji, to se pravi, lahko bi rekli B2C in B2B izmenjavo podatkov.
In kaj je namen? Povečati pravno varnost za potrošnike in podjetja pri dostopu do podatkov, ustvarjenih z izdelki ali z njimi povezanimi storitvami, ki jih imajo v lasti, najemu ali zakupu. Proizvajalci in oblikovalci bodo morali svoje izdelke zasnovati tako, da bodo podatki, ki so ustvarjeni z izdelki ali z njimi povezanimi storitvami, uporabnikom privzeto dostopni. Prav tako pa bodo morali poskrbeti za preglednost glede tega, kateri podatki so dostopni in kako lahko uporabniki do njih dostopajo. Vendar bo moral imetnik podatkov na zahtevo uporabnika te podatke dati na voljo tudi tretjim osebam. Uporabniki bodo lahko imetniku podatkov dovolili, da omogoči dostop do podatkov tretjim ponudnikom storitev, kot so recimo ponudniki poprodajnih storitev. Tukaj je pomembno poudariti, da so mikro in mala podjetja izvzeta iz teh obveznosti za proizvajalce. Tretje poglavje uredbe o podatkih ureja obveznosti imetnikov podatkov, ki so zakonsko obvezani, da omogočijo dostop do podatkov. Določa splošna pravila glede obveznosti dajanja podatkov, ki jih hrani zasebni sektor, na voljo. Za primere, ko mora imetnik podatkov te dati na voljo prejemniku podatkov v skladu s poglavjem 2 ali z drugim pravom Evropske unije ali zakonodajo držav članic, splošni okvir določa pogoje, pod katerimi se podatki dajo na voljo in tudi nadomestilo za ta namen. Vsi pogoji, in to je pomembno, bodo morali biti pošteni in nediskriminatorni, nadomestilo pa razumno, pri čemer se ne izključi možnost, da se z drugim pravom Unije ali nacionalno zakonodajo, s katero se izvaja pravo Unije, nadomestilo celo izključi ali pa se določi nižje nadomestilo za dajanje podatkov na voljo. Kakršnokoli nadomestilo, določeno v tem uredbi, ne sme presegati stroškov nastalih zaradi dajanja podatkov na voljo, razen če ni drugače določeno v sektorski zakonodaji. Četrto poglavje opredeljuje nepoštene pogoje povezane z dostopom in uporabo podatkov med podjetji. To poglavje obravnava nepoštene pogodbene pogoje v pogodbah o souporabi podatkov med podjetji. Na primer, ko ena stranka mikro, malemu ali srednjemu podjetju enostransko naloži določen pogodbeni pogoj. To poglavje tudi zagotavlja, da se pri pogodbenih dogovorih o dostopu do podatkov in njihovi uporabi ne izkoriščajo neravnovesja v pogajalski moči med pogodbenimi strankami. Instrument preizkusa nepoštenosti vključuje splošno določbo, ki opredeljuje nepoštenost pogodbenega pogoja v zvezi s souporabo podatkov. Dopolnjuje pa jo seznam pogojev, ki so bodisi vedno nepošteni, bodisi domnevno nepošteni. V primerih neenake pogajalske moči navedeno pravilo varuje šibkejšo pogodbeno stranko. Peto poglavje nadalje opredeljuje omogočanje uporabe podatkov, ki jih hranijo podjetja, in sicer organom javnega sektorja in institucijam Evropske unije na temelju izjemne potrebe. To poglavje vzpostavlja harmoniziran okvir za uporabo podatkov, ki jih hranijo podjetja strani organov javnega sektorja ter institucij Evropske unije v primerih, ko obstaja izjemna potreba po zahtevanih podatkih. Obveznost je predvidena na primer za primer splošne nevarnosti ali v primerih, ko imajo organi javnega sektorja izjemno potrebo po porabi nekaterih podatkov, vendar takšnih podatkov ni mogoče pravočasno pridobiti na drug način. V zadnjih letih, v zadnjem obdobju se lahko spomnimo samo primerov iz pandemije covida, pa elementarnih nesreč, ki so doletele tako Slovenijo kot številne druge države članice Evropske unije. Ko bodo torej podatki, ki jih hranijo podjetja, nujno potrebni strani organov javnega sektorja, organov Evropske unije, bodo na podlagi 5. poglavja uredbe o podatkih lahko te institucije do teh podatkov hitro in preprosto prišle in jih potem tudi učinkovito uporabile za namene izjemnih potreb. Zdaj, v primeru izjemne potrebe z namenom odziva recimo na splošno nevarnost, kot so recimo izredne razmere v javnem zdravju, večje nesreče, večje elementarne nesreče, ki jih povzroči človek, ali pa ki so povzročene na kakšne druge načine, torej elementarne nesreče, bi bilo seveda treba te podatke dati na voljo brezplačno. Torej podjetja, ki imajo te podatke, bodo v takšnih primerih morala te podatke dati na voljo javnemu sektorju in institucijam Evropske unije, torej v primerih izjemne potrebe brezplačno. V drugih primerih izjemnih potreb, recimo tudi pri preprečevanju splošne nevarnosti ali pa recimo za pomoč pri okrevanju po elementarnih nesrečah ali splošnih nevarnostih, kot smo jih sedaj priča tudi v Sloveniji, pa bo moral biti imetnik podatkov, ki te podatke daje na voljo, upravičen do nadomestila, ki vključuje stroške povezane z dajanjem ustreznih podatkov na voljo
in razumno maržo. Da bi se preprečila zloraba pravice zahtevati podatke in da bi javni sektor ostal odgovoren za njihovo uporabo, bi morali biti zahtevki za podatke sorazmerni, vsebovati jasno navedbo namena, ki ga je treba doseči, in upoštevati interese podjetja, ki podatke da na voljo. 6. poglavje se dotika prehoda med storitvami obdelave podatkov. Tukaj se pogovarjamo recimo o oblačnih storitvah. To poglavje uvaja minimalne regulativne zahteve pogodbene, komercialne in tehnične narave, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki storitev v oblaku in na robu in drugih storitev obdelave podatkov, da se uporabnikom omogoči prehajanje med takšnimi storitvami. Predlog akta o podatkih, Data Acta, zlasti zagotavlja, da je strankam tudi po zamenjavi ponudnika storitev na voljo v najmanj enakovredni ravni funkcionalnosti. Data Act vsebuje izjemo v primeru tehnične neizvedljivosti, vendar dokazno breme v zvezi s tem nalaga ponudniku storitev. Data Act ne predpisuje posebnih tehničnih standardov ali umestnikov, vendar zahteva, da so storitve združljive z evropskimi standardi ali odprtimi tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost, kadar le-ti obstajajo. Dotaknimo se še 7. poglavja uredbe, ki se nanaša na mednarodni kontekst zaščite neosebnih podatkov. To poglavje se nanaša na nezakonit dostop tretjih oseb do neosebnih podatkov, ki jih v Uniji hranijo ponudniki storitev obdelave podatkov, ki delujejo na trgu Evropske unije. Tu Data Act ne vpliva na pravno podlago za zahtevke za dostop do podatkov, predložene v zvezi s podatki, ki jih hranijo državljani ali podjetja Evropske unije, ter ne posega v okvir Evropske unije o varstvu podatkov in zasebnosti. Ponuja pa posebne zaščitne ukrepe, saj morajo ponudniki sprejeti vse razumne tehnične, pravne in organizacijske ukrepe za preprečevanje takšnega dostopa, ki je v nasprotju s hkratnimi obveznostmi za varnost takih podatkov v skladu s pravom Evropske unije, razen če so izpolnjeni zelo strogi pogoji. Predlog uredbe je glede tega skladen z mednarodnimi zavezami Evropske unije in številnimi dvostranskimi trgovinskimi sporazumi. 8. poglavje se dotika interoperabilnosti in določa bistvene zahteve glede interoperabilnosti, ki jih morajo izpolnjevati upravljalci podatkovnih prostorov in ponudniki storitev obdelave podatkov ter bistvene zahteve za pametne pogodbe. To poglavje je tudi podlaga za odprte specifikacije za interoperabilnost in evropske standarde za interoperabilnost storitev obdelave podatkov, ki omogočajo nemoteno okolje oblaka z več ponudniki. 10. poglavje vsebuje pravico sui generis po direktivi 1996/9 Evropskega sveta. In sicer vsebuje določbo, v skladu s katero se sui generis pravica iz te direktive o pravnem varstvu podatkovnih zbirk ne uporablja za podatkovne zbirke, ki vsebujejo podatke, pridobljene ali ustvarjene z uporabo izdelka ali z njim povezane storitve, ter tako ne ovira učinkovitega upravljanja pravice uporabnikov do dostopa do podatkov in njihove uporabe. Na tem področju torej uredba posega tudi na področje intelektualne lastnine, sorodnih pravic imetnikov podatkovnih zbirk in to poglavje posebej ureja s tako imenovano pravico sui generis. Poglejmo si zdaj še uradno stališče Republike Slovenije v zvezi z aktom o podatkih oziroma Data Actom. Takole, Republika Slovenija pozdravlja predlog uredbe o harmoniziranih pravilih za dajanje na voljo podatkov, ki jih hrani zasebni sektor in so ustvarjeni pri uporabi določenega izdelka ali z njim povezane storitve zainteresiranim prejemnikom podatkov in o pravilih za dajanje na voljo podatkov javnim organom in organom Evropske unije v primeru izrednih okoliščin z namenom vzpostavitve enotnega trga podatkov Evropske unije in zagotovitve pravičnosti pri izkoriščanju vrednosti podatkov za vse akterje podatkovnega gospodarstva. Preprosto, odpiranje dostopa do podatkov, možnost izmenjave neosebnih podatkov med podjetji je nekaj, kar Slovenija pozdravlja, zlasti zaradi strukture našega gospodarstva. Hrbtenico slovenskega gospodarstva predstavljajo mala in srednja podjetja, ki bodo imela največjo korist od možnosti enostavnega, poceni dostopa do baz neosebnih podatkov, ki jih bodo lahko uporabljala za razvoj novih poslovnih modelov, novih projektov in seveda ne le v Sloveniji, temveč na celotnem trgu Evropske unije.
Seveda pa je pri tem potrebno biti previden. Pravica oziroma obveznost na eni strani, pravica na drugi strani lahko povzroči tudi nekaj anomalij na trgu in lahko tudi poseže v vitalne pravice podjetij, recimo v pravice na področju intelektualne lastnine, poslovnih skrivnosti. Številna podjetja investirajo ogromne resurse, denarne in človeške v razvoj določenih produktov, storitev in s tem povezanih baz neosebnih podatkov in seveda so lahko upravičeno tudi zaskrbljena, če bi prišlo do pretiranega ali prekomernega posega v te pravice in uporabe teh podatkov na način, ki bi jih lahko konkurenčno ogrozil. Tule je stališče Republike Slovenije v zvezi z aktom o podatkih naslednje. Slovenija se zavzema za uravnoteženost pogojev za omogočanje izmenjave podatkov in obenem poudarja, da si je potrebno primarno prizadevati za omogočanje čim bolj enostavnega dostopa podatkov, torej dostopa uporabnikov do podatkov, ki jih hrani zasebni sektor, ampak ob ustrezni ravni varstva in zaščite osebnih, poslovnih in drugih varovanih podatkov ter ob zagotovitvi ustreznega okvira konkurenčnega, pravičnega in preglednega okolja za vse deležnike na podatkovnem trgu. Glede uporabe neosebnih podatkov na podlagi Data Acta oziroma akta o podatkih so bile številne dileme tudi na področju omogočanja dostopa do teh podatkov javnemu sektorju in institucijam, denimo Evropske unije. Tu se je gospodarstvo na eni strani seveda zavzemalo ali pa predlagalo jasna pravila, restriktiven dostop do teh podatkov, na drugi strani pa seveda moramo upoštevati tudi javni interes. No in takole je stališče Republike Slovenije na kratko povzeti na tem področju. Slovenija se zavzema za čim bolj učinkovito uporabo podatkov, ki jih hranijo podjetja, potrebujejo pa organi javnega sektorja in institucije Evropske unije na temelju izjemne potrebe. Pri čemer pa je potrebno zagotoviti jasna pravila in zasledovanje načela sorazmernosti ter ob doslednem zagotavljanju spoštovanja pravic tretjih, predvsem tudi pravice do zasebnosti in varstva osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih varovanih podatkov. To se pravi, potrebno bo najti ravnotežje med javnim interesom, interesom javnega sektorja na eni strani in pa interesom gospodarskega sektorja, imetnikov teh podatkov iz zasebnega sektorja na drugi strani. Naj povzamem, kakšni bodo pozitivni učinki, pričakovani pozitivni učinki akta o podjetjih na gospodarstvo in javno upravo. Na eni strani bo akt o podatkih omogočal razvoj IKT sektorja in sicer zlasti malih in srednjih podjetij, ki bodo lahko enostavneje dostopala do neosebnih podatkov in jih uporabljala za razvoj svojih storitev, produktov, poslovnih modelov. Dodatno bo omogočen tudi razvoj drugih sektorjev in pa razvoj novih inovativnih proizvodov, tako izdelkov kot storitev. Podatki so nafta 21. stoletja in tudi 22. verjetno in dostop do teh podatkov je ključen za razvoj inovativnih proizvodov. Največjo korist, kot smo že večkrat omenili, bodo imela mala in srednja podjetja, ki tvorijo tudi hrbtenico slovenskega gospodarstva. Nenazadnje, uravnotežena bo tudi porazdelitev podatkovnega potenciala v celotni podatkovni ekonomiji. To se pravi, ne le velika podjetja ali veliki imetniki podatkov, tudi manjša podjetja, manjši uporabniki teh podatkov, ki sicer ne bi imeli dostopa do tako velikih baz pomembnih podatkov za razvoj njihovih storitev in produktov, bodo sedaj lahko izkoriščala celotni podatkovni potencial, ki obstaja v Evropski uniji, seveda upoštevajoč vsa pravila in omejitve, ki jih določa akt o podatkih. In čisto za konec, javna uprava bo imela hitrejši dostop do podatkov zasebnega sektorja v času izrednih razmer. In ker že nekaj let, vsaj deloma živimo v času izrednih razmer, tako zaradi pandemije, kot zaradi naravnih nesreč, je seveda to poglavje še posebej pomembno, torej hiter, enostaven dostop javne uprave do podatkov zasebnega sektorja, kadar to narekuje čas izrednih razmer.